Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, tokrat malo drugače, tokrat prek Zoom povezave, prek računalnika, kjer bi radi debatirali o tej rusko-ukrajinski krizi, ki nekako bremeni v tem obdobju nekako nas, cel svet, tudi to so nekako glavne novice, ki so COVID krizo izpodrinjali in zdaj tiste glavna novica ta ukrajinska kriza, ampak da bi lažje razumevali, kaj se tam dejansko dogaja, smo pa pred naš mikrofon oziroma pred računalnik v tem primeru povabili gospoda doktora Uroša Lipuščka, novinarja, publicista, dolgoletnega dopisnika RTV Slovenije iz tujine, torej gospod je bil v New Yorku, v Pekingu, tudi na Kosovu in tako naprej. Seveda, dober poznavalec teh razmer, tako da gospod Lipušček, lepo pozdravljeni na našem kanalu, tokrat preko računalniške povezave. Dober dan. Pa morda, kar bi bilo lažje za naše gledalke in gledalce, ki nas zdaj spremljajo, je pa seveda razumevanje tega rusko-ukrajinskega spora, pa morda, kaj je dejansko tu v ozadju? Je to ukrajinsko-ruski spor, je to spor NATO-Rusija ali je to morda kakšna še širša globalna zadeva? No, jaz mislim, da gre to za zelo globalno kompleksno vprašanje, da je tukaj v tej krizi se skriva več podkriz. Glavna stvar, zaradi katerega je seveda prišlo do najnovejšega zapleta, je v tem, da je seveda Rusija se odločila, da bo na vsak način preprečila širjenje NATO proti vzhodu. Namreč NATO je po letu 1991, ko je razpadla Sovjetska zveza, je praktično sistematično obkrožil Rusijo z svojimi klientelnimi državami, od Baltika pa dol do Bolgarije in tako naprej. Skratka, Rusija se počuti ogroženo. Ne samo to, NATO je, oziroma Američani, so namestili tudi rakete srednjega dosega na Poljskem in v Romuniji, ki recimo tiste rakete v 3 minutah lahko pridejo, zadenejo Moskvo, in to je z varnostnega stališča za Rusijo absolutno nesprejemljivo. Pa ne samo to, te rakete so namestili, pravijo, zato, da bi se obranili morebitnega napada Irana, ampak te rakete so pa takšne, da jih je mogoče iz obrambne spremeniti v 20 minutah v napadalne rakete. To pomeni, da postanejo zelo močno strateško orožje v rokah NATO. In Rusija se seveda sedaj odločila. Rusija je bila, potem ko je razpadla Sovjetska zveza, je bila vrsto let zelo šibka država, sedaj se je pa postavila na noge in seveda Putin je prišel do tega, rusko vodstvo, da bo preprečilo NATO, da bi se še naprej širil, zato ker je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo Ukrajina stopila v NATO, kdaj bo Gruzija stopila v NATO in potem bi bila Rusija praktično povsem obkoljena od držav NATO. Treba je povedati, da po razpadu Sovjetske zveze je nekaj časa izgledalo, da bo prišlo do pomiritve med Rusijo in Zahodom in Putin je takrat celo govoril o Evropi, od Lizbone pa do Urala in nekaj časa so Rusi kazali celo pripravljenost, da bi se priključili NATO. Imeli so tudi svojo opazovalno misijo pri NATO, ampak vendarle prišlo je do nasprotnega. Američani niso bili za to zainteresirani, ker izpostavilo se je nekaj, da če bi v NATO sprejeli tudi Rusijo, potem seveda Amerika ne bi imela več tako dominantne vloge v NATO, kot jo ima sedaj. Zakaj? Zato, ker Rusija ima vse gospodarsko, sicer Rusija dokaj šibka, njena gospodarska moč, njen GDP, njen bruto proizvod je enak bruto proizvodu Italije. In seveda, če bi kdo rekel, da bo Italija poskušala zasesti Evropo, bi se seveda ljudje smejali. Kar pa zadeva Rusijo, je pa seveda to drug problem. No, in Rusi so se odločili, da bodo preprečili nadaljne širjenje NATO in tukaj je ta glavni element.
To pomeni, to je prvi cilj Putina, je preprečiti nadaljnjo širjenje NATO. Drugi cilj je pa preprečiti tako imenovane barvne revolucije, s katero bi, tako kot v Ukrajini, ko so zrušili legalno izvoljenega predsednika Janukoviča, da bi zrušili režim od Putina in vzpostavili nek prozahodni režim. In seveda tukaj se je absolutno Putin postavil na noge in tega ne bodo dovolili. Namreč, kaj pokazalo se je nekaj, da so bili Američani, pa tudi Evropa, zelo globoko vpleteni v dogajanje, ki so pripeljali do današnje zaostritve krize v Ukrajini. Namreč leta 2014 je ameriška državna podsekretarka Nuland javno po telefonu povedala ambasadorju ameriškemu v Ukrajini: nismo za manj dali investirali 5 milijard dolarjev, zato da bi mi sedaj izgubili Ukrajino. In še nekaj, v govoru pred ameriškim kongresom je pa priznala, da so Američani v 10 letih investirali za spremembo režima v Ukrajini 20 milijard dolarjev. To pomeni, Američani so globoko vpleteni v to, kar se dogaja v Ukrajini. Treba je povedati, da so podobno vpleteni tudi evropske države, posebej Nemčija. Namreč nemški zunanji minister, ki je sedaj predsednik nemški, je takrat dejal ukrajinskemu vodstvu: take it or leave it, ali boste šli v gospodarski sporazum z nami, z Zahodom, z Evropsko unijo ali pa z Rusijo. In ker se je Janukovič za to ni opredelil, je prišlo do barvne revolucije, ki jo je podprla CIA, vrgli so legalnega predsednika in začeli so se spopadi, ki so pripeljali do današnje zaostritve napetosti. No, sicer, glede na to, da je Rusija jedrska sila, je bilo seveda jasno, da nikomur ni v interesu, tudi NATO ne, posebej pa ne evropskim državam, da bi prišlo na tem področju do neke splošne evropske vojne, ker bi bile posledice strahovite. In zato so seveda poskušali na nek način diplomatsko to rešiti in prišlo je po letu 2014, ko je ruska vojska v bistvu premagala Ukrajince in ko je prišlo do priključitve Krima. Takrat se je odločalo o tem, kako naprej. In seveda sklenili so dva sporazuma iz Minska, dva sporazuma, sporazum 1 in sporazum 2, ki naj bi omogočila neko normalizacijo odnosov med Ukrajino in Rusijo. Bistvo teh dveh sporazumov je bil v tem, da bi morala Ukrajina sprejeti novo ustavo, tistim področjem dvem, kjer živijo Rusi na vzhodu Ukrajine, bi morali priznati avtonomijo, to pomeni spremeniti bi morali ustavo, potem bi morali delimitarizirati področje ob meji, rusko-ukrajinski meji, vendarle niti en člen teh dveh sporazumov ni uresničen. Ne zaradi Rusije, ampak ukrajinske oblasti so odločile, da ne bodo uresničile tega sporazuma, ker so ocenjevali, da takrat je bila Ukrajina v podrejenem vojaškem, političnem in vsestranskem gospodarskem položaju, in da ne bodo uresničili tega sporazuma. In dejstvo je, da niti Amerika, niti evropske države niso pritisnile vsem tem času na ukrajinsko vodstvo, da bi začelo izvajati te sporazume. In prišli smo do tega, da je, kot bi rekli po domače, Putinov počel film in se je odločil silo urediti to vprašanje. No, in tretji element, zaradi katerega so se Rusi zdaj odločili stopnjevati to napetost, pa je to, da bi Rusija okrepila svoje pogajalske pozicije na področju energetike. Veste, da Rusija izvaža, je glavni dobavitelj plina in nafte, ne samo kitajski, ampak tudi evropskim državam. In Putin se je odločil, da bo to še bolj zacementiral, to vprašanje rešil
zato ker ena stvar je, da recimo, če bo prišlo do zaostritve napetosti, če bo prišlo do kakršnih koli bojkotov, bo seveda glavno ceno bo plačala Evropa. Rusija bo sicer ob finančna sredstva, Evropa pa ne bo imela dovolj nafte in plina, da bi zagnala, da bi poganjala svoje gospodarstvo. Zakaj? Ker Američani sicer imajo nafto, ki jo predelujejo iz škrilovcev, ampak na svetu ni dovolj tankerjev, da bi lahko to nafto vozili iz ZDA, in v Evropo niti ni dovolj zalog in skladišč za to nafto. To pomeni, če pride do bojkota oziroma če Rusija zapre pipice, je absolutno, se soočamo takoj z gospodarsko krizo Evropske unije najširših razsežnosti. In peta stvar, zaradi katere je Putin se odločil pa zdaj zaostriti to napetost v Ukrajini, je, da bo Rusija se sedaj poskuša postaviti ob bok Združenim državam Amerike in Kitajski kot tretja vodilna svetovna velesila. Tukaj Evropa je absolutno odpadla, Evropa, pogledajte, kakšne probleme imamo z dogovarjanjem, Evropa praktično ni, Evropa je ekonomska sila, kulturna sila, ni pa vojaška sila. No, in Putin se je odločil, da bo se priključil tem dvema, Kitajski, Ameriki, in da bo igral vlogo tretjega partnerja. In tukaj je zdaj to zaobseže in to je bistvo te ukrajinske krize danes. Scholz ustavlja Severni tok 2. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, to je lahko samo kratkoročno, ker Nemčija je zaprla praktično vse jedrske centrale. Nemčija je absolutno odvisna od uvoza nafte in plina iz vzhoda, iz Rusije, in to zdaj ne bo problem, ker zdaj bo prišla pomlad in niti ne bo za potrebne nafte za ogrevanje, in računam, jaz mislim, da bodo te politiki računajo do jeseni, do zime, da bodo to vprašanje razrešili. Mislim, ampak to Nemčija si ne more privoščiti, da ne bi dobila tega alternativnega vira iz tega toka 2 iz Rusije. Ampak ena tok, ena pa deluje, po severnem toku ena pa itak plin gre v Nemčijo, ne? Še vedno. Ja, plin gre po raznih poteh, ampak ta je pa neposredna povezava, ta severni tok plin 2, in brez tega praktično Nemčija ne more funkcionirati kot normalna gospodarska velesila, in to je samo vprašanje časa, kdaj bodo odstopili od teh ukrepov. Kaj pomeni priznanje Rusije oziroma Putina teh dveh regij, se pravi Luganska pa in Donetska, teh dveh regij? To Putin to priznava. Rusija je seveda presenetila svet s tem ukrepom. Gre za absolutno kršenje, flagrantno kršenje mednarodnega prava, zemeljske nedotakljivosti in suverenosti držav. To je seveda res, ampak to ni prvi takšen primer. Prvi precedens na tem področju je bil, ko je Zahod priznal Kosovo. Kosovo se je enostransko odcepilo od Srbije in Zahod je priznal neodvisnost Kosova. Sedaj je neka podobna situacija, pa da je Rusija podoben korak naredila, kot je takrat Zahod storil vizavi Kosova, je sedaj on glede teh dveh pokrajin. Dejstvo je, da v teh dveh pokrajinah živijo pretežno rusko prebivalstvo. To sta dve republiki, ki jih Rusija doslej ni hotela priznati. Ampak kaj pomeni to dejstvo, da jih je diplomatsko priznal? To pomeni, da če bi poskušale ukrajinske sile narediti red, recimo red, oziroma prevzeti spet oblast, vzpostaviti prvotno stanje na tem področju, bi seveda intervenirala ruska vojska, kar pomeni oborožen konflikt vsaj med Ukrajino in med Rusijo. Tukaj seveda ukrajinska vojska je v zadnjih letih napredovala, Američani so jo izdatno oborožili, deloma tudi Evropejci, vendarle vsi analitiki trdijo, da absolutno ni nobene možnosti, da bi se uspešno branila pred ruskim napadom. Je pa analitiki tudi to poudarjajo, da dejstvo, da so Rusi zbrali na mejah tam med 150 pa 190 tisoč vojakov, ne pomeni nič, zato ker za eno
obsežno intervencijo ruske vojske, en vojaški poseg proti Ukrajini, bi potrebovali najmanj 3-krat toliko vojakov, to pomeni okoli 400 tisoč vojakov bi morala Rusija mobilizirati, to bi lahko storila, se ima več kot milijon vojakov, vendar zaenkrat tega ni storila. Ukrajinska vojska ima okrog 400 tisoč vojakov, to pomeni, da v tem spopadu praktično Ukrajina nima nobene možnosti, da bi vojaško prevladala, in jaz mislim, da edino, kar bi bilo pametno, da se poskušajo na nek način spet odpreti diplomatska pogajanja, ker to zaostrovanje napetosti ne vodi nikamor in lahko pride celo do prve obsežne vojne v Evropi po drugi svetovni vojni. Kaj recimo to pomeni, da je ruska vojska dejansko se pripeljala v ti dve republiki, Lugansk in Donetsk? Oni so šli noter, vojaki in podobno. Oni pravijo, da so to miroljubne čete, da so to peacekeeperi, to pomeni sile, ki bodo vzdrževali red in mir. Prišle so pa zato, ker saj po podatkih, ki sem jih jaz prebral, naj bi ruska obveščevalna služba prišla do sklepa oziroma do indicev, da naj bi i ukrajinska vojska poskušala zasesti te dve pokrajini in Ruse postaviti pred izvršeno dejstvo. Zato so Rusi to absolutno preprečili. Je pa treba še nekaj poudariti, da jaz mislim, da Rusija absolutno ni do tega, da bi se zapletla v globalni, totalni vojaški spopad z Ukrajino. Zakaj ne? Veste, Sovjetska zveza je propadla. Zakaj je propadla? Sovjetska zveza je propadla potem, ko je Reagan vsilil Sovjetski zvezi oboroževalno tekmo, ki jo je praktično finančno tako izmozgala, in drugič, samo Ruska federacija v okviru Sovjetske zveze je poslovala pozitivno. Vse druge države, vključno z Ukrajino, so sprejemale finančno podporo iz Moskve. Zakaj bi sedaj se Rusija spustila v neko vojno z Ukrajino, ki je v zadnjih letih gospodarsko izredno nazadovala? Družbeni bruto proizvod Ukrajine danes znaša samo 98 milijard dolarjev, od 1989. leta se je zmanjšal za skoraj 50% in je danes ta bruto proizvod Ukrajine je med Etiopijo in Angolo, dvema državama, ki sta sinonim nerazvitosti. In to je Ukrajina, je evropska država. To pomeni, Rusom ni nikakor v interesu, da bi na svoja pleča si pridobili Ukrajino, ker bi jo morali praktično vzdrževati. Druga stvar je tudi nekaj, prebivalstvo se zmanjšuje tudi v Ruski federaciji, ampak še bolj drastično pa je padlo v Ukrajini. Od leta 1989, ko je imela Ukrajina 52 milijonov ljudi, se je prebivalstvo zmanjšalo na 35 milijonov. Praktično polovica tega prebivalstva je zapustila Ukrajino in se odselila nekam na zahod, kamorkoli, zaradi blaznega padca življenjskega standarda. In danes je Ukrajina praktično sinonim za korupcijo. Od 116 držav, za katere vodijo Združeni narodi statistiko o korupciji, je Ukrajina na 112. mestu. Praktično to je država, ki je failed state, kot se temu pravi, država, ki ne more napredovati, država, kjer so potrebne absolutno nujne, korenite gospodarske, družbene in politične reforme, vendar pa treba je povedati, da Zahod, posebej Združene države Amerike, se s tem ne ukvarjajo. Američani gledajo predvsem na to, da veselo prodajajo tem državam orožje, ne pa da jih pomagajo gospodarsko postaviti na noge. To pomeni, da Rusiji ni do tega, da bi uničila Ukrajino, da bi jo praktično pregazila, ampak je predvsem do tem, da bi tista področja, kjer živi to rusko prebivalstvo, da bi seveda uživali enake pravice, ker treba je poudariti nekaj, da po razglasitvi neodvisnosti Ukrajine so
ukrajinske oblasti odvzele, so ruski jezik razglasile, da ni več uradni jezik, niti v šolah, niti v ustanovah, skratka v ruski manjšini, tam so odvzele neko absolutno najbolj pomembno prvino svojega obstoja, to pomeni, to je svoj jezik. In to je ena pomembna stvar, o kateri je treba razmišljati. Je pa tudi še ena stvar, o kateri na Zahodu absolutno ne govorijo in mislim, da bi pa morali, da Ukrajina ni nikakršna demokratična država, tako kot naši politiki, pa te zahodni politiki trdijo, ampak da je to mešanica različnih klanov in da seveda tukaj delujejo tudi razne neonacistične skupine, desni sektor in tako naprej, ki vlečajo korenine, kvislinške korenine iz časa druge svetovne vojne in zato je praktično. Poglejte, Britanci celo trenirajo Azov, to je en skrajno desničarsko nacionalistično, neonacistično gibanje, oni jih vojaško trenirajo. Velika Britanija, pravimo ziberka evropske demokracije, je pozabila na drugo svetovno vojno in tako naprej. Skratka, tukaj gre za neke zelo široke probleme in v tej krizi je poleg ruske krivde treba poudariti, da velik del za to, kar se dogaja, nosijo na svojih plečih tudi zahodne države, predvsem Združene države Amerike, Velika Britanija, pa tudi deloma Evropska unija. V kakšnem primeru lahko pride tukaj do vojne? Kaj se še mora zgoditi? Ja, no, nastavki so vsi, če bi Ukrajina zdaj vojaško poskušala vreči te ruske sile, ki so se naselile v teh dveh pokrajinah, ki so prišle noter ven, bi prišlo do odkritega spopada. Jaz mislim, ampak dvomim, da si bodo to dovolili. Jaz mislim, da bodo zdaj začeli se pogovarjati o diplomatskih rešitvah. Zdaj, Američani pa Evropa je sprejela določene sankcije proti Rusiji, vendar te sankcije niso tega ranga, da bi Rusijo prisilile, da bi odstopila. Absolutno ne. In zdi se celo, bral sem neke podatke, analize nekih zahodnih komentatorjev, ki trdijo, da so se ZDA in Rusija pod mizo dogovorile, do kje naj zaostrujejo to napetost. In da Amerika ne bo sprejela tistih najbolj drastičnih sankcij proti Rusiji, če bo Rusija ostala samo pri teh dveh pokrajinah, kamor je zdaj poslala vojsko. To pomeni, da ne bodo uveljavili tako imenovane jedrske nuklearne opcije. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi Rusijo izključili iz mednarodnega finančnega toka. To pomeni, da bi ruske banke, da ne bi Rusi mogli več pošiljati denarja v tujini in dobivati plačil in tako naprej. Če bi se to zgodilo, bi poleg Rusije seveda v največji meri bile prizadete ZDA, evropske države in Velika Britanija. Zakaj? Zato, ker Rusi tudi kredite, ki so jih najeli, ne bi mogli več odplačevati, če bi jim to blokirali. To pomeni, da ta ukrep bi bil dvorezen meč tako za Zahod, kot tudi za Rusijo. Jaz mislim, da bo moralo priti, da se bodo pomirile strasti, da bodo znova sedli za mizo in da bodo absolutno morali dogovoriti o nekem novem evropskem varnostnem sistemu, ki je sedaj absolutno razpadel. Pred parimi dnevi je prišlo na dan, da so v britanskih nacionalnih arhivih odkrili en zapis iz leta 1900, marca 1991, sestanka, na katerem so sodelovali generalni sekretarji zunanjih ministrstev ZDA, Velike Britanije, Nemčije in Francije, kjer so se dogovorili, da ne bo se NATO širil preko reke Elbe, niti za 1,5, če bo Rusija dovolila, če bo Gorbačov dovolil vzpostavitev v enotne Nemčije. To pomeni, če bodo dovolili, da bi se vzhodna Nemčija integrirala v Nemčijo. Ampak na Zahodu so potem zdaj dolgo vrsto let trdili, da to ni res, ampak zdaj pa prišel na dan ta dokument. Skratka, NATO
je absolutno prekršil obvezo oziroma obljubo, ki jo je dal Gorbačovu. Gorbačov je bil pa takrat toliko naiven, da ni zahteval to napismeno. Danes pa Putin zahteva od NATO, da bo pisno potrdil, da se ne bo več širil v ta prostor, tamponsko cono, ki deli Rusijo od Evrope. Kaj pa vloga Belorusije v tej zgodbi? Tudi Belorusija se velikokrat omenja. To je postranska vloga. Belorusija igra zato, ker ima prijateljske odnose z Rusijo, zato ker je Rusija že zdaj nedavno, ker je bila tista begunska kriza, tam rešila nekega poskusa ene nove barvne revolucije proti temu režimu, in drugič, ona je geografsko v odlični legi, da nadzoruje sever Ukrajine, in skratka, če bi prišlo do neke intervencije, bi seveda bila vloga Belorusije tukaj zelo pomembna. Se pravi, se lahko zdaj s tema dvema regijama, Lugansk pa Donetsk, zgodi na koncu isto, kot se je zgodilo z Krimskim polotokom? Se pravi, ko bo to de facto potem rusko zemljo? To ne vem, to je vprašanje za $1 milijon, kako se bo stvar razvijala. Jaz mislim, da Rusiji ni do tega, da bi načela to vprašanje, ker to bi bila predmet sankcij, ker če se tukaj spremenijo meje, se bodo odprle vprašanje vseh mej v Evropi povojnih. In jaz mislim, da Rusija na to ni pripravljena, in jaz mislim, da je Rusija zdaj v tem, da gre za to, da bo poskušala s silo doseči avtonomijo na pol neodvisnost teh dveh pokrajin, da jim bodo Ukrajinci priznali tiste pravice, ki so jim priznali v teh dveh sporazumih iz Minska, ki jih pa potem niso uresničili. Je pa to seveda, Rusi pa poznajo, niso diplomati, Rusi so predvsem vojaki in uporabljajo seveda grobo silo. Ali lahko pri tej ukrajinsko-ruski zgodbi velja rek, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, predvsem v odnosu do Kitajske? Se pravi, morda s tem Kitajska lahko pridobi največ. Absolutno, to se je že pokazalo. Zanimivo je, da kitajski zunanji minister Wang Yi v nedeljo, ko je preko internetne zveze videokonference sodeloval na tej Münchenski varnostni konferenci, ni izrecno podprl Rusije, ampak je plediral na spoštovanje suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti vseh držav in pozval je obe strani, vse strani vpletene v spor, naj spor rešijo po miroljubni poti. Namreč Kitajska se je znašla v enem čudni situaciji, sicer sta z Putinom 4. februarja podpisala sporazum o sodelovanju, ki je praktično skoraj da na ravni pakta, neformalno, ampak imata pa Rusija in Kitajska tudi določene različne interese. Namreč Kitajska še do danes ni priznala, da je Rusija integrirala Krim v svojo Rusko federacijo. Zakaj? Zato, ker zaradi Tajvana. Zato, ker tudi, kaj bi se zgodilo, če bi Združene države Amerike, podobno kot je zdaj Rusija priznala te upornike, priznale recimo tajvansko vlado, to pomeni, Kitajska zgubi Tajvan in lahko pride do jedrskega celo zapleta med ZDA in Kitajsko. To pomeni, tukaj ima Kitajska neke povsem svoje interese in v tem smislu Kitajska ne podpira 100% Rusijo. Ona sicer ne nasprotuje Rusiji, se pa ni pripravljena soočiti, flagrantno soočiti s silo z zahodnimi državami, ker namreč neki komentatorji ameriški vojaški so trdili, da če bo prišlo do ruske invazije na Ukrajino, bo to Kitajska izkoristila in bo vojaško zasedla Tajvan. Jaz mislim, da se to ne bo zgodilo, je pa dejstvo pa je nekaj res, da Združene države Amerike, kljub temu, da so še vedno najmočnejša svetovna vojaška, politična in gospodarska sila, niso več tako močne, da bi lahko se zoperstavile združeni moči Rusije in Kitajske. To je to. To pomeni, Kitajska, ZDA morajo
morajo upoštevati, da sta te dve državi zelo močni in seveda to ne gre več. Amerika ne more več braniti svoje svetovne hegemonije samo z orožjem. Ona mora iti v neke nove povezave, poskušali so recimo na vzhodni Aziji vzpostaviti neke nove politične povezave, se povezati politično in vojaško z določenimi državami, recimo poskušajo na svojo stran pridobiti Indijo, ki diha za ovratnik Kitajski in je seveda dolgoročno zelo nevarna za kitajske ambicije. Zakaj? Zato, ker Indija ima bistveno mlajše prebivalstvo kot Kitajska. Kitajska se hitro stara in prihodnost oziroma čas ni tukaj na strani Kitajske, ampak je na strani Indije. To pomeni, to gre za eno zelo kompleksno, globalno igro preurejanja svetovnega političnega, vojaškega in finančnega ustroja. In jaz mislim, da glavni cilj Američanov ni Rusija, ni pokoritev Rusije, ampak pokoriti Rusijo v tej meri, da bi se potem lahko ZDA in Zahod posvetil soočenju s Kitajsko. Jaz mislim, da je zadaj poskus Kitajske in pokazal se je nekaj, da so Američani storili največjo strateško napako v prejšnjem stoletju, ko so namesto, tako kot Nixon, ko je zabil klin med Rusijo, med Sovjetsko zvezo in Kitajsko, s porozumevanjem in odpiranjem do Kitajske, so oni pa svojo politiko zaostrovanja napetosti z Rusijo in s Kitajsko praktično dosegli, da sta te državi podpisali neformalno vojaško, politično in gospodarsko zvezo. To je največja strateška napaka, ki so jo Američani storili, in dokler bodo Američani vodili takšno politiko zaostrovanja do obeh držav kot danes, je absolutno jasno, da boste vse državi podpirale z večjimi ali manjšimi nijansami. Ker to, kar zdaj Kitajci govorijo, Kitajci so sam dali vedeti, da v primeru, da če pride do vojne med Zahodom in Rusijo zaradi Ukrajine, ne bodo vojaško posegli. Kdo je lahko v tej zgodbi zmagovalec in kdo poraženec? Jaz mislim, da poraženci so vsi. Jaz mislim, da zmagovalca ni. Zakaj ni zmagovalca? Med jedrskimi velesilami, in tukaj so vpletene zdaj Združene države Amerike, Velika Britanija, Francija, vse tri imajo jedrsko orožje. Da ne govorimo o Rusiji, ki ima največje število jedrskega orožja na svetu. V takšnem soočanju ni zmagovalcev, ni možen zmagovalec. Možno je samo, da pride do jedrske vojne, kar pomeni lahko konec človeštva in konec sveta. Zato jaz mislim, da bodo morali te politiki, ki so trezno premisliti, da ne bo prišlo do kakršnega koli vojaškega konfrontiranja med ZDA in Rusijo, ker na koncu bi začelo peti jedrsko orožje. In to je, ne vemo, ne moramo si predstavljati, kaj bi to pomenilo. Celo nekaj so začeli opozarjati vojaški analitiki. Če bi se Rusija odločila vojaško intervenirati v Ukrajini, je velika nevarnost, da lahko pride na enem ali več reaktorjev, jedrskih reaktorjev za proizvodnjo električne energije v Ukrajini. Ukrajina ima pa 15 jedrskih reaktorjev za proizvodnjo električne energije. Do poškodb černobilskega tipa, to pomeni do izlitja radioaktivnosti, kar bi lahko bilo katastrofa za Evropo, Rusijo, praktično za ves svet. Zato je ta kriza tako nevarna. Kakšen scenarij vi pričakujete, da se bo zgodil? Jaz mislim, sedaj bodo šli, pa bodo Rusi dali neke simbolične sankcije, tudi Evropa, pa Združene države Amerike, ampak jaz mislim, da počasi bodo politiki prespali in jaz mislim, da ni druge variante, kot da pride do neke vrste pomiritve. In sicer nekateri ameriški vplivni politologi pa zgodovinari so že predlagali Bidenovi administraciji, da naj sprejmejo sklep o tem, da Ukrajina za 20 let ne bo postala članica NATO, da se NATO ne bo več širil, s čimer bi zadostili tem bistvenim ruskim zahtevam, ter po drugi strani, da bi Rusija priznala celovitost Ukrajine, s tem, da je seveda iluzorno pričakovati, da bo Rusija kdajkoli vrnila Krim nazaj Ukrajini, zato ker ta Krim
je prišel v okvir Ukrajine, ukrajinske države, potem, ko je v bistvu daroval Krim bivši generalni sekretar Komunistične partije Sovjetske zveze Hruščev, mimo prezidija Vrhovnega sveta, mimo ustaljenih pravnih postopkov. In seveda Rusi, jaz mislim, pod nobenim pogojem ne bodo vrnili Krima. Zakaj? Zato, ker na Krimu, v Sevastopolu, je edino pomorsko pristanišče rusko, ki je plovno celo leto. Tam na severu je praktično pol leta, Murmansk, pa to je vse zaprto. Edino tukaj je plovno skozi, in če Rusija ne bi imela več tega pristanišča, ki bi bilo plovno vse leto, potem izgubi status velike sile, kar pomeni, da Rusi pod nobenim pogojem niso pripravljeni vrniti Krima nazaj v Ukrajini. Gospod Lipušček, hvala lepa za zanimive besede, pa za zanimive poglede na to ukrajinsko-rusko krizo. Tudi vam hvala lepa za povabilo. Nasvidenje.